Dragi prijatelji, pred nami je prvi adventni teden leta 2020 in danes bomo prebrali v cerkvi tale evangelij. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Pazite in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas. Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa naročil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar, zvečer, ob polnoči, ob petelinem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem, čujte. Kaj pomeni biti čuječ v duhovnem pomenu, nam najbolje razlaga danes v prvem berilu prerok Izaija. Pravzaprav razlaga nasprotje čuječnosti. In sicer on se obrne k Gospodu Bogu z lepo molitvijo in pravi takole: Ti, Gospod, si naš oče, naš odkupitelj, iz davnine ti je ime. Mi pa smo postali kakor tisti, ki ne kličejo več nase tvojega imena. Vsi smo postali kakor umazanec, oveneli smo kakor listje in zdaj, Gospod, ti si naš oče, mi smo glina in ti naš podobar. Čudovita in pretresljiva molitev, ki opisuje duhovno stanje tedanjega ljudstva in prav gotovo je zelo podobno stanje tudi danes. Najprej pravi on: Postali smo kakor tisti, ki ne kličejo več tvojega imena, to pomeni, mi več ne molimo. Spomnimo se samo, koliko so še naši očetje in matere, recimo pred 50 leti, molili. Da se je skoraj še v vsaki kmečki hiši zvečer slišal rožni venec, kleče okrog bogkovega kota. Koliko danes mi še molimo. Potem pravi naprej: Postali smo kakor umazanec. Umazanec je nekdo, ki se je svoje umazanije tako navadil, da je več ne čuti in ne voha sebe. V duhovnem pomenu, tako smo se navadili greha, da greha več ne čutimo. Vzemimo samo eno področje, za katero to velja. Naš grd odnos do nerojenih otrok, kar velja za celotno družbo. Velikokrat govorimo o vrnitvi k naravi, o spoštovanju narave, ampak narava tega ne dela. V naravi vidimo, da živali branijo in spoštujejo svoje otroke. Potem piše: Oveneli smo kakor listje. Mi bi radi trajnostni razvoj, radi bi varno starost, toda če se ne bomo vrnili k spoštovanju nerojenih otrok, si ne moremo tega obetati. In še druge stvari so. In on zaključi molitev: In zdaj, Gospod, ti si naš oče, mi smo glina, ti naš podobar. In na drugem mestu pravi: Obrni nas k sebi in se spreobrnemo. To naj bo tudi naša molitev, dragi prijatelji. V tem adventnem času obrni nas k sebi in se spreobrnemo. Še nagradno vprašanje. Kdo je avtor slovenskih narodnih jaslic, ki jih bomo letos postavili z vašo pomočjo pred župniščem? In kako je Oton Župančič povezan s tem človekom? Za pravilni odgovor morate seveda prebrati Novi viniški zvon. Blagoslovljeno nedeljo in teden pred nami želim.